Širitev čistilnih naprav v Mirni Peči. Slovensko jabolko je boljše od drugih, pravijo sadjarji. Dobrodelni nogometni spektakel. Dober večer. V Mirni Peči bodo posodabljali čistilni napravi. V proračunu imajo namreč med naložbami za to in prihodnje leto med drugim tudi dograditev čistilnih naprav v Mirni Peči in na Šrangi. Za čistilno napravo Mirna Peč imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje in so bila začetna dela že narejena, razpis za glavna rekonstrukcijska dela pa nameravajo izpeljati letos in gradnjo dokončati prihodnje leto. Vse pa je odvisno od prilivov v proračun. Čistilna naprava v Mirni Peči je kar precej velik zalogaj, ocenjujemo tam na dobrih pol milijona evrov. Razdelili smo terminsko in finančno nekako na 2 proračunski leti, kot sem že omenila, na 2017 in 2018. Mirnopeška naprava, zgrajena leta 1993 za 1000 populacijskih enot, trenutno zadostuje in za zdaj še ni preobremenjena. Ugotavljamo, da je nekoliko poddimenzionirana glede na naše občinske plane, ker se predvideva še priključevanje na to isto čistilno in naših poslovnih con in stanovanjskih con. Po drugi strani pa predvidevamo tudi priključitev nekih dodatnih naselij. Dograjena bo tako zadostovala za 1900 populacijskih enot, kar bo dovolj za daljše obdobje. Precej bolj obremenjena pa je trenutno čistilna naprava na Šrangi, čeprav je precej novejša. Leta 2007 je bila narejena za 100 enot in čeprav so načrtovali rezerve, se je zaselek Šranga poseljeval hitreje, kot smo planirali. Vneslo se je tudi nekaj novih stavbnih zemljišč noter in pa ob kontroli komunale, da prihaja do teh obremenitev občasnih preko 30%, za kolikor je dimenzionirana. V naselju je že danes približno 35 stanovanjskih objektov, rasli pa bodo še novi, zato jo bodo dogradili na 250 enot. Naložba je ocenjena na približno 200 tisočakov. Sicer pa je občina Mirna Peč 60% pokrita s kanalizacijami, trenutno jo gradijo še v naselju pod železniško progo. Kako bo naprej, še ni jasno, saj država po spremembi uredbe konec leta 2015 do danes še ni naredila novega prikaza aglomeracijskih območij, ki bi dal jasno sliko o tem, kje bodo občine gradile kanalizacijo in kje male čistilne naprave. Slovensko jabolko je boljše od jabolka iz drugih evropskih držav. Tako je bilo slišati iz ust pridelovalcev na 4. slovenskem sadjarskem kongresu v Krškem. So pa v panogi težave zaradi prenizkega hektarskega donosa, nepovezanosti sadjarjev in prepovedi izvoza blaga v Rusijo. V Evropi pridelamo približno 12 milijonov ton jabolk, od tega 5 milijonov Poljaki. Območje Južne Tirolske 18 tisoč hektarov dosegajo v povprečju 62 ton. Naši pridelki so v povprečju, boljše da ga ne povem, ampak najboljši pridelovalci so tam nekje 45 ton. Treba bo doseči večji pridelek na hektar, vendar ne na škodo kakovosti, pravi največji pridelovalec sadja v Sloveniji. Vendar je še vedno, sem prepričan, da tako v Sloveniji kot v ostalem delu srednje in zahodne Evrope potrošniki želijo imeti boljše sadje. Tukaj je očitna in dokazana razlika. Seveda, kje pa ta meja med ceno, ki je pripravljen potrošnik plačati več, zato je pa seveda obstaja. Štampar je ministrstvu za kmetijstvo ponudil tehnologijo pridelave jabolk z visokim donosom in nizkimi stroški pridelave, a so jo zavrnili. Ponudil sem projekt, ki bi lahko v naslednjih 3 letih na letnem nivoju lahko dal tudi do milijon DDV-ja več državi. Projekt bi, glede na tisto, kar bi država plačala, bi bil 10 do 20 kratnik tistega, kar bi potem lahko dobila nazaj. Jaz pričakujem, da je država sprejela še boljši projekt, kot je moj projekt. Upam vsaj, da je tako. Trenutno največja težava sadjarjev je izpad letine po lanski hudi pozebi. Interventni zakon o državni pomoči je bil sprejet že poleti, denarja pa od nikoder, je povedal Kozole. Vemo, da je v Avstriji, ki je imela podobno škodo, bilo izplačilo, ki bo zagotovo veliko večje kot primerjalno z našimi, bilo izplačeno že konec lanskega leta. Torej, računam, da bo tudi tu ne toliko samo ministrstvo za kmetijstvo, ampak vsi ostali organi res pospešili, minister mi to obljubil in računam, da bo kljub današnji napovedi to izplačilo že v mesecu marcu.
Po vsem hudem pa vendar nekaj dobrega. Drevesni nastavki v sadovnjakih kažejo na rodno letino, je povedal direktor Eurosada. Sveti Anton Puščavnik, ki goduje 17. januarja, je med Slovenci zelo priljubljen svetnik, saj velja za zavetnika živali in živinorejcev. Pri mnogih cerkvah, posvečenih temu svetniku, na Antonovo nedeljo pripravljajo žegnanje in kračevanje. Na Krasincu v Beli krajini pa blagoslov konj. Nekdaj je bilo v teh krajih veliko konjev, pripoveduje Jože Brinc iz Gribelj, eden večjih konjerejcev v Beli krajini, ki o pomoči Društva konjerejcev Semič že 13 let pripravlja dogodek, ki se vedno konča z druženjem konjerejcev, ki kljub snegu in mrazu prijezdijo ali se pripeljajo z različnih koncev Bele krajine, pa tudi z druge strani Gorjancev, da bi svetemu Antonu priporočili svojo živino. Konji dobro prenašajo sneg, mraz, ampak mora biti od začetka jeseni ven, ne z toplega hleva ven, pa ga pol pustiti nekam v ono. Ne. Če je on od jeseni ven in se dlaka zrihta, on se zaščiti kožo in ni problema z njemu. Nam je v svojem hlevu pripovedoval Brinc, ki ima 10 konjev. Bilo pa jih je več kot 20. Zakaj? Največ zaradi prodaje, ko ne grejo žrebeta. Veliko bolj se splača rediti bike, pa tudi krave dojilje, če imaš dovolj velike pašnike, pravi Brinc. Od konja ni nič, od konja je praktično zguba, čista. To je bolj za hobi, pa tako. Dodaja Selakovič, ki je na svojem konju prijezdil iz več kot 10 kilometrov oddaljenega Marindola. Rejci konj smo vedno v minusu, se strinja tudi Andrej Košmerl, ki se je na Krasinec pripeljal v Kočiji. Ja, mi smo kar daleč prišli, prihajamo iz Novega mesta, bližnje okolice Mali Slatnik. Tako kot večina konjerejcev, ženo redita konje ljubiteljsko, saj, kot pravita, je to plemenita žival, ki pomirja človeka. Konj je žival, ki je zelo navezana na človeka, reko na lastnika, ali ni važno, če je lastnik. Kdor z njim dela, kdor se z njim ubada, se zelo naveže na njega in tudi pomirja. Samo mora pa čutiti, da ima zaupanje v tebe. Kot je bilo videti na Krasincu, se ljudje vedno bolj odločajo za rejo bikov, prašičev, tudi kokoši, vendar konji ne bodo popolnoma izginili iz njihovih hlevov in pašnikov, so nam zatrdili rejci, ljubitelji konj. V novomeškem šolskem centru te dni praznujejo. Več dogodkov bodo namreč posvetili 40-letnici izvajanja izobraževalnega programa strojni tehnik na tamkajšnji srednji strojni šoli. Tako so danes v sodelovanju s številnimi avtorji postavili na ogled razstavo o zgodovini in sedanjosti šole. Do 17. februarja si lahko v avli šolskega centra ogledate likovne izdelke dijakov z natečaja, njihove umetnostne izdelke nastale pri praktičnem pouku, zgodovinske dokumente iz arhivov, pa tudi umetniške slike in izdelke članov kluba upokojencev šolskega centra ter umetnine iz keramike in izdelke umetnostnega kovaštva. Slednji so plod sodelovanja šole s sekcijo Plamen pri Društvu za varilno tehniko Ljubljana. Sodelovanje poteka že najmanj 15 let, to se pravi vse za ves čas, kar smo imeli ali pa kar organiziramo delavnice umetnostnega oblikovanja kovin. Vsa 3 leta smo bili v Župeče vasi pri kovaštvu Zorko. Delamo v bistvu te delavnice in pa vsa ta leta smo tudi razstavljali. Na šolskem centru, predvsem ob kulturnem prazniku. Svoja dela so vnovič postavili na ogled tudi člani kluba upokojencev. Razstavlja 5 slikarjev in 1 keramičarka. Vsi so nekdanji učitelji tukaj, strojno šolo s tem delom tukaj, pa je najbolj povezan Rudi Sever. Poleg izdelkov in skulptur umetnostnega kovača je s strojništvom povezana tudi avtorica nakita iz žice Vida Kulovec. Sicer pa razstava prinaša vpogled v najpomembnejše zgodovinske prelomnice strojništva na tem območju. Strojništvo, kot ste slišali, se je začelo že v 70. letih 19. stoletja in potem se je to imelo spone pace, ampak ne pretrgoma, nekje v začetku pod okriljem gimnazijskih učiteljev, novomeške gimnazije. Potem se je osamosvojilo, sam program strojnega tehnika pa ima korenine v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so se ljudje šolali predvsem ob delu. Še danes je to področje ključno za razvoj gospodarstva in regije.
Zdaj pa se bomo podali v nogometne vode. V športnem društvu Olimpiki so se lani lotili projekta Velikani slovenskega športa, s katerim vsak mesec gostujejo v eni od slovenskih občin. Konec minulega tedna so v sodelovanju z belokranjskimi občinami pripravili 8. dobrodelni nogometni spektakel v Črnomlju. Z belokranjsko izbrano vrsto, mlajšimi dečki obeh belokranjskih nogometnih klubov ter z ekipama nogometnega kluba Kolpa in nogometne šole Bela krajina so se velikani slovenskega športa pomerili v 3 15-minutnih nogometnih tekmah v športni dvorani Srednje šole Črnomelj. Ekipa je sestavljena tako iz vrhunskih športnikov kot glasbenikov, novinarjev, tako da res smo ponosni na njih. Vsega skupaj nas je več kot 35 prostovoljcev. Tokrat pa je selekciji velikanov pod taktirko Vilija Amerška, poleg nekdanjih vrhunskih športnikov, kot so Mladen Dabanović, Aleš Čeh, Tomaž Vnuk in Primož Ulaga, zaigral tudi predsednik države Borut Pahor. Prišel je tudi Srečko Katanec, a ni pomagalo. Še posebej najmlajši belokranjski nogometaši so prepričljivo premagali velikane. Ta mali so nas namlatali, nam vzeli voljo do igranja, te drugi so nadaljevali s tem, v tretji so nas zatolkali. Potolčeni gremo iz Črnomlja. A ne zares. Na tokratnem nogometnem dogodku namreč rezultati niso bili pomembni. Važno je namen tega vsega skupaj, da so prišli na turnir vsaka čas, to je ena velika zgodba. Zgodba z uspešnim koncem. Na prireditvi, popestreni s kulturnim programom, so namreč s prostovoljnimi prispevki zbrali 2900 evrov, ki so jih namenili belokranjskemu društvu Sožitje in Dominiku Lozarju, mlademu obetavnemu belokranjskemu športniku, ki je po tragični nesreči ostal prikovan na invalidski voziček. Naši velikani športa se razdajajo, tukaj pa smo imeli priliko videti veliko mladih športnikov, ki so z njimi tekmovali, mnogi celo zmagali, a zmaga ni najpomembnejša. Pomembno se je boriti, tako kot se bori Dominik in njegovi starši. Zato so na koncu vsem športnikom podelili medalje, nastale pod prsti učencev črnomaljske osnovne šole Milke Šobar Nataše. Še ostajamo pri športu. Odbojkarji novomeške Krke so prvi del prvenstva zaključili na odličnem 4. mestu. Po zimskem premoru pa se boji v državnem prvenstvu in pokalu nadaljujejo. Tokrat so gostili najtežjega možnega nasprotnika, večkratne zaporedne državne prvake, ekipo ACH Voli. V prvem nizu smo spremljali zanimiv in izenačen dvoboj, ki so ga favorizirani gostje dobili z razliko le 2 točk. Drugi in tretji niz pa sta povsem pripadla gostujoči ekipi, ki je tako upravičila svoj sloves. Se mi zdi, da so tudi oni malo povedali, ko boljšali svojo igro v drugem nizu, mi smo pa delali lastne napake, ki si jih proti takim ekipam ne smemo privoščiti. Fizično smo pripravljeni, taktično pa tehnično bomo mogli pa še malo dodati, če bomo hoteli parirati takim ekipam. Prvi niz je bil super z naše strani, zelo malo napakami. Glede na to, v kakšni formi je trenutno ACH, je bilo nerealno pričakovati, da bomo tudi druga 2 niza tako držali. Fanti so dali vse od sebe, trudili so se, še malo preveč napak se nam prikrade in na servisu in potem v napadu smo neočakani. Vsak bi hotel še več pokazati. Pravi boji v spomladanskem delu prvenstva se bodo zdaj šele razneli, saj so na vrsti še odločilni dvoboji v pokalu. Plan je pripraviti se za četrtfinale pokala, da zmagamo, da pridemo v ta Final Four pokala, potem pa treba še zmagati Salonit pa Šempeter, da bomo obdržali to 4. mesto in pač probali v modri skupini mogoče kakšno stopnjo višji. V pokalu probati presenetiti, zdaj probati priti skozi te črnuče, bom rekel, Maribor se je opekel, ne jemljemo jih na lahko, so prvi v drugi ligi brez poraza, tako da so na njih pripravili kot na vsako drugo tekmo in poskušali dobiti te 2 tekme v našo korist. Vmes je še liga, probati Kamnik, preseneti drug teden v Kamniku in potem naprej. Najboljši posameznik tekme je igralec ACH-ja Flajs s 14 točkami. Pri Krki pa sta se najbolj izkazala Drobni z 10 in Turk z 9 točkami. Za konec še vest, da je danes okrog poldneva zagorel gospodarsko-turistični objekt pri vinarski družini Istenič v Stari vasi na Bizelskem. Kot lahko vidite na fotografijah, ki so nam jih posredovali krški poklicni gasilci, je škoda ogromna. Več pa v jutrišnjih novicah. Nasvidenje.